Dirka za prvaka se stopnjuje. V 26. rundi je kot najzanimivejša za konec tekmovalnega sporeda ostala na vrsti tekma z evropskim pridihom proti prevladujoči italijanski zasedbi v moštvu Gorice. Pred začetnim sodniškim žvižgom je bila organizirana klubska svečanost za Aleša Mertlja, saj je postal 29. igralec v zgodovini NK Maribora z 200 ali več nastopi v vijoličastem. Po začetnem žvižgu pa je minilo le 31 sekund do prve obetavne situacije. Mendy je dobil dvoboj z Joganom, prišel do udarca, žoga je sicer zadela stranski del mreže, a je uvodna akcija pomenila napovednik naslednjih dogodkov, ko v 90 minutah v nobenem trenutku ni bilo dvomov o zmagovalcu. Ekipa v vijoličastem se je takoj postavila na igrišču kot aktivnejša. Gostje so posegli po pričakovanem receptu in med redkimi napadalnimi akcijami le dvakrat ogrozili mariborski gol. Prvič Koda ni bil natančen, ko pa si je Finocchio priboril položaj in kot edini v gostujočem moštvu v 90 minutah usmeril žogo v okvir gola, ga je z odličnim posredovanjem ustavil Handanović. Njegov italijanski stanovski kolega na nasprotni strani je imel več in neprimerno zahtevnejše delo. Prestal je različne preizkušnje, ob prostem strelu, ki ga je izvajal Viler, je uspel žogo odbiti v kot. Med naslednjim posredovanjem pa je dosegel namen tudi z naklonjenostjo sreče. Med hitro spletno akcijo je Milec z desne strani poslal predložek v kazenski prostor. Fajić je usmeril žogo z glavo, Kordas pa jo je uspel s precej težavami ukrotiti na golovi črti. Ni pa mogel preprečiti trenutka, ki je pomenil le vprašanje časa, trenutek zasluženega vodstva. Začetnik učinkovite akcije je bil Mendy, ki je po preigravanju poslal uporabno žogo v kazenski prostor. Vmes sta sodelovala Cvijanović in Bohar, ki je počakal, da se z desne strani priključi Milec. Po njegovi povratni podaji po tleh pa je Cvijanović neubranljivo zadel za 1:0. Goran Cvijanović je v petek napovedal uspešno predstavo, Martin Milec pojasnil delovanje učinkovite naveze. Jaz verjamem, da bo Goran nadaljeval v takem ritmu. Ima sposobnost odločati tekme in res, jaz upam, da bom prispeval tudi čim več asistent za njega, da bomo ta pozdrav, ta sifon videli še večkrat. Novogoriška mreža se je po vrnitvi slačilnic zatresla še drugič, žogo je na želeno mesto spravil Fajić, toda pred udarcem so sodniki ob odvzemu žoge vratarju Kordazu označili nevarno igro in zadetek razveljavili. Dokončna odločitev pa je bila le preložena. Mendy je ob novem naletu poskrbel za kazenski strel. Gostje so ostali tudi z igralcem manj. Modulo je namreč Mendyjev prodor ustavil s prekrškom v kazenskem prostoru in si prislužil rdeči karton. Sodnik Mitja Žganec se ni obotavljal pri odločitvi. Kot na prejšnji tekmi v Kranju pa je vlogo izvajalca prevzel Cvijanović in znova zanesljivo premagal vratarja. Goriških upov je bilo konec, popolna prevlada potrjena. Če mi igramo na tem svojem nivoju, ki ga zadnje čase kar dobro prikazujemo, je vsem ekipam težko. In če bomo nadaljevali v tem tempu, izsiljevali svoj tempo, ampak kljub temu igrali z glavo, bo od zadaj bolj čisto, kot je bilo do zdaj, od spredja pa itak vemo, da imamo to kvaliteto. V Ljudskem vrtu se je uživalo, aplavzi v prijetnem sobotnem večeru niso ponehali. Dvakratni strelec je v zadnjih minutah zaokrožil odlično predstavo z novo atraktivno potezo. Po preigravanju je Cvijanović skušal zadeti še tretjič, Kordas je tokrat uspel žogo odbiti v kot in ostalo je 2:0. Za nove točke in hkrati tudi za psihološko prednost, ko bo čas za finalni pokalni obračun istih tekmecev. V pričakovanju zaključnega sodniškega žvižga je Bazofija v zadnjih sekundah s komolcem udaril obraz Šulerja, sodnik Žganec pa mu je pokazal rdeči karton in odpiskal konec dvoboja, med katerim so bili vsi podatki na strani ekipe v vijoličastem, v golih, udarcih proti golu ali pa v njegov okvir.
Z temi statističnimi podatki, bom rekel, je potrditev tega, kar smo videli na samem igrišču, da smo bili dominantni, da smo bili agresivnejši, da smo bili boljši v polju. Sam pristop fantov je pa bil na tem nivoju, katerega si želimo, tako kot vedno poudarjam, ne glede na nasprotnika. Danes smo bili na zelo, zelo visokem nivoju in to je pripeljalo do teh 3 želenih točk.